Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Nova uredba Ministrstva za okolje in prostor bo udarila tiste malo bolj smele, bomo rekli, vrtičkarje, kajti če želijo postaviti rastlinjak večji od 150 kvadratnih metrov površine, potrebujejo projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje in komunalni prispevek in vse skupaj zna nanesti resne denarje. In zato imam dva zanimiva sogovornika. Na eni strani predstavnik iz ministrstva, gospod Križanič, dober dan. Lep pozdrav. Torej, ta nova uredba bo udarila tiste malo bolj smele vrtičkarje, kot sem rekel. Uredba velja že od junija lani, ampak stvar je sledeča, tako ste rekli, treba je priglasiti dela, treba je gradbeno dovoljenje pridobiti, ker pač gre za malo večje objekte in treba je plačati pač davke, ne. Ste imeli kakšne ugovore vrtičkarjev že morda? Glejte, vi morate vedeti, v Sloveniji živimo tu, ni stvari, ker ne bi ugovora bilo, ne. Malo smo navajeni mi na to, ampak stvar je taka, pač zdaj vrtičkari, dvomim, da se bo take rastlinjake postavljali, tisti, ki se pa resno s tem ukvarjajo, pač morajo davke plačati. Dobro, hvala lepa, gospod Križanič, z nami pa predstavnik mariborskih vrtičkarjev. Gospod Ploj, kako pa vi to komentirate? Ne mi zdaj ti še pobegni iz ministrstva. Čakaj, da imam še par nerazjasnenih vprašanj jaz kot predstavnik. Vse to brez veze. Ubijte nas, vzemite nam vrte bek, zakolite nas, zakopajte na tuji zemlji. To je še en dokaz, da pač po eni strani gremo nazaj k naravi, dajmo si pridelati domače najboljše, sveže najboljše, po drugi strani pa zakoli ga, obdavči ga, svijama vrt. Ja, ampak gre za večje, ne? 150... Kaj to je takoj? Vete, kaj je danes meter na meter pa pol? Ja, meter pa pol kvadrat, ja, to ni... Ja, no, 10 takih pa imaš 3 ure za plačati. 100 takih, ne? Vse, to ti pravim, 10 je tak takoj, 23, 24, 28 pa si na 100. Malo vas matematika jezi, ne, gospod Ploj? 2 vegova priznanja imam, tako da ne me, zdaj tiše pa me to je to. Ampak, da vam orišem, to je 15 krat 10? 3 ure je to obdavčeno, ti pravim, kaj nazaj mi naredimo? Veš kaj za 3 ure dobiš, vse to je vsaki trud te brez veze. Za 3 ure pokličeš Makedonca, ti direkt doli pripelje. Pozorka ta pip, 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 kipa ta dol paradajz pa vse. Kaj boš delal za 3 ure? En gro ceni dobim, tako da zasipa Maribor s paradajzom. Ampak se ne gre za to, tisti več ni sveži pa naš, razumeš? In kaj boš zdaj ti za 3 ure, mi povej, kaj boš ti delal v rastlinjaku, da boš lahko to i davek plačal, kaj? Prodajati ne smeš? Kaj se ti splača? Edino da travo, no dam, zdaj ko še ni čist legalno. Pa da vsi, kaj smo tu na totem platoju, kadimo. Pa nagi tja na štuk lečemo. Tega cenima zdaj takih... A imaš semena, ne? Vzameš pač nekaj semel, kaj je to, vse sem čito, ko te na nago rukne. Pa greš prek. Dobro, gospod Ploj... Malo naredimo pizdarijo, to vam povem. Ampak 150... Vse imamo male motke pa to, ne? Imamo bolj oštre, ko je gubec imel. Tamo to pozarjam. 150 kvadratov je velik. Vse hitro nabere. To ti pravim. Dobro, hvala lepa, da nas več ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.